Nič ne obstaja in nič ne obstoji brez smisla. Vse, kar premore narava, ima pomen vsaj za eno, čeprav še tako nepomembno bitje ali stvar. In vse obstaja samo zato, ker ima nek pomen, in bolj kot je pomemben obstoj nečesa, večji ima vpliv na vse drugo. Senca drevesa je moj 4. roman, ki ga je izdala založba Primus. Mislim, da je roman Senca drevesa moje najbolj občuteno delo, moj obračun z otroštvom in časom, v katerem sem odraščala. Liki romana niso resnični, so lepljenka živih ljudi in mojih domišljijskih predstav o času mojega otroštva, zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja. Tudi vse zapisano se v resničnosti ni zgodilo, a bi se v tem posebnem času prav lahko zgodilo. V junakinjo Davo in njeno edino prijateljico, ki ji nisem nadela imena, sem prelila svoja otroška občutanja, čustva in zapažanja življenja v tem res svojstvenem času, kot so bila 60. leta 20. stoletja. Junakinja Dava, priseljena v primestno naselje s podeželja, v novem okolju s svojo drugačnostjo vznemirja tako otroke kot učitelje. A Dava je kot občutljiva rastlinica, ki kaže tudi voljo in moč, da se počasi vraste v novo okolje vsemu navkljub. Tako o njej z distance časa razmišlja njena edina otroška prijateljica. Deklici živita v svojem otroškem svetu, a ob tem spoznavata, da je pod tankim, mehkim površjem njihovega prijaznega in mirnega življenja neka temna in trda skorja, pod katero brbotajo skrivnosti in tudi nevarnosti, ki jih ne moreta niti slutiti. Svojim pronicljivim občutanjem okolice Dava nezavedno sproža nevidne mehanizme družbe, ki ji onemogočajo, da bi bila v novem okolju sprejeta. Roman Senca drevesa je namenjen bralcem vseh generacij. Knjiga predstavlja drobec v mozaiku časa, je zgodba o odraščanju in o medsebojnih odnosih. Vzemite knjigo v roke in se potopite v minuli čas, o katerem vemo veliko, a obenem premalo.